Lep pozdrav vsem skupaj, pozdravljeni na novinarski konferenci. Danes zjutraj je Ruska federacija izvršila obsežno agresijo na neodvisno in suvereno državo Ukrajino. Slovenci smo bili v podobnem položaju pred dobrimi 30 leti, zato vemo, kako se Ukrajinci danes počutijo. In zaradi tega izrazi solidarnosti, ki prihajajo k njim z naše strani, naše misli in molitve prihajajo iz srca, ker vemo, kako težko je v takšnih trenutkih, ko ne veš, ali si sam, ali je kdo s tabo, ali boš dočakal jutrišnji dan, ali se boš ubranil, ali bodo sanje o življenju v demokratični in svobodni državi, kjer boš lahko sam odločal o svoji usodi, preživele ali pa jo bo groba vojaška sila zatrla. Ker se Slovenci zavedamo, da je za uspešno obrambo pred agresijo poleg orožja, pušk, topov, tankov in vojske ključno, da obstaja volja za obrambo doma in domovine in da obstaja morala, ki omogoča, da ta volja na koncu tudi zmaga. Sva včeraj s predsednikom poljske vlade naslovila na svoje kolege in na predsednika Evropskega sveta posebno pismo, v katerem pozivava Evropsko unijo, Evropski svet, kjer je potrebno soglasje vseh 27 članic, da se v Ukrajini zagotovi po hitrem postopku perspektiva polnopravnega članstva v Evropski uniji. Zdaj temu najinemu pozivu se je tekom noči in danes pridružilo še več kolegov in čez nekaj ur se v Bruslju začenja seja Evropskega sveta. Na tej seji bomo poskušali prepričati tudi tiste skeptične kolege, ki so doslej izražali skepso do širitve Evropske unije, bodisi vzhodno soseščino, bodisi na države Zahodnega Balkana, da zdaj ni več čas za dolga razmišljanja, da je situacija geostrateško postala drugačna, da smo se zbudili v drugačnem svetu in v drugačni Evropi in da so zdaj potrebne pogumne odločitve. Zgodovina zadnjih desetletij, še posebno zadnjih 2 desetletij, nas je naučila, še posebej tista zgodovina v naši vzhodni soseščini, da če se ne širi Evropska unija, če se ne širi prostor svobode in demokracije, se širi nekdo drug. Iz te krute lekcije se je potrebno nekaj naučiti in preprečiti, da bi za spreglede v preteklosti, tudi v prihodnosti, prebivalci in prebivalke Evropske unije, še posebej tisti, ki so ali pa ki smo relativno blizu teh kriznih žarišč, plačevali ceno, kot so jo naši očetje in dedje v neki drugačni Evropi. To upanje, ki ga lahko Evropska unija podeli s ponudbo Ukrajini, pa tudi Moldovi, Gruziji, državam Zahodnega Balkana o hitrem članstvu v Evropski uniji, je možen, dostopen, realen, realističen, političen odgovor, ki ga Evropa in svet v tem trenutku potrebujeta. Seveda bomo lahko to upanje naredili za realno samo v primeru, če se bo Ukrajina ubranila. Tudi Slovenija danes ni bila samostojna in neodvisna država, če se v tistih junijskih in julijskih dneh leta 1991 ne bi bili sposobni ubraniti. Pred nekaj urami sem govoril s predsednikom ukrajinske vlade. Dejal mi je, da je po njihovih podatkih in po tem, kar se dogaja na bojiščih, popolnoma jasno, da je cilj te ruske agresije obglavljanje ukrajinske države, uničenje ali pa zamenjava vlade ali in predsednika, sedanje demokratično izvoljene strukture oblasti in njihova nadomestitev z marionetno vlado, kakršno je Rusija postavljala v tem delu Evrope v preteklosti. Vendar mi je dejal predsednik ukrajinske vlade, da se Ukrajina bori in da potrebuje pomoč in
tudi v teh urah od najinega pogovora se trudim za to, da skupaj s kolegi iz drugih držav članic Evropske unije in NATO Ukrajini zagotovimo pomoč, s katero se bo Ukrajina lahko ubranila. To je v tem trenutku kratkoročno daleč najbolj pomembno. Ampak ne glede na to, kaj se bo zgodilo danes, jutri in prihodnjih dneh v Ukrajini, v vseh teh pogovorih in vseh teh kontaktih in srečanjih, ki smo jih imeli na ravni Evropske unije oziroma Zveze NATO v zadnjih tednih, lahko rečem, da tako visoke stopnje odločenosti po skupnem odzivu, po skupnih stališčih, po skupnem odporu takšnim agresivnim dejanjem, vsaj v času, odkar je Slovenija članica obeh zavezništev, še nikoli doslej ni bilo. In zaradi tega lahko rečem, da so se tisti v Kremlju, ki so s to dodatno agresivno potezo popolnoma razgalili svoje cilje in svoje dejanja, tokrat zmotili. Leto 2008, ko se je šlo skozi z nekimi milimi sankcijami po vojaški intervenciji v Gruziji, se ne bo ponovilo. Ne bo se ponovilo leto 2014, ko se je okupacija Krima na nek način preveslala z relativno medlim odzivom. V tem času, danes, v teh dneh v Evropski uniji dozoreva odločitev, da moramo postati neodvisni od ruskih energentov. Evropska komisija je sprožila številne aktivnosti, na podlagi katerih se bo to v prihodnjih mesecih in letih dokončno zgodilo. In dozorelo je spoznanje, da tudi v teh časih potrebujemo realno vojaško moč, ki bo sposobna zavarovati prostor demokracije in svobode, ki ga skupaj delimo z našimi partnerji v Evropski zvezi in v NATO. Slovenska vlada je danes dopoldan dala soglasje za nekatere preventivne varnostne ukrepe, ki jih je sprejemalo zavezništvo Zveze NATO. Jutri se obeta tudi vrh Zveze NATO, kjer bodo verjetno sprejeti še nekateri dodatni zaščitni ukrepi. Slovenska vlada je tudi ocenjevala na podlagi delovnih sestankov, ki smo jih imeli včeraj, kakšna je neposredna stopnja ogroženosti države, Slovenk in Slovence v tem času. Ocenili smo, da obstaja možnost kibernetskih napadov. Ti se mimogrede po Evropi že dogajajo in ni nobenega dvoma, da prihajajo iz Kremlja. Neke neposredne nevarnosti za vojaške spopade na ozemlju Slovenije ni. Zaradi tega tudi ne dvigamo bojne pripravljenosti slovenskih obrambnih sil, uvajajo pa se določena dežurstva, ki omogočajo, da se nadaljnji ukrepi, če bodo potrebni ali če jih bomo usklajevali znotraj zavezništva, sprejmejo v realnem času. Zdaj vlada je tudi sprejela sklep, da se z vsemi temi zaključki v najkrajšem možnem času seznanita tako Odbor za obrambo kot Odbor za zunanjo politiko Slovenskega državnega zbora. Na ozemlju Ukrajine je še kar nekaj slovenskih državljanov. Nekateri so se skušali prebiti preko cestnih povezav, potem ko se je v jutranjih urah ta napad začel. Po naših informacijah veliki večini to ni uspelo zaradi zasedenih prometnic in so se v glavnem vrnili v glavno mesto v Kijev, kjer je večina v kontaktu z slovensko ambasado, ki ostaja tam in na varnem. Zaenkrat nimamo podatkov o tem, da bi bil kdorkoli pogrešan ali ranjen. Obveščeni smo, da je na ozemlju Ukrajine zaradi rednih gospodarskih aktivnosti tudi nekaj slovenskih gospodarstvenikov, z nekaterimi smo v stikih, z nekaterimi bomo te stike še vzpostavili. Komunikacija zaenkrat v glavnem še vedno deluje in delamo vse na tem, da noben slovenski državljan v tem času ne bi ostal pozabljen.
Toliko z moje strani, če je nekaj kratkih vprašanj, mislim, da imamo še nekaj časa. Prosim. Prvi bo postavil vprašanje gospod Igor Jurič, TV Slovenija, prosim. Ja, gospod premier, lepo pozdravljeni, hvala za tiskovno. Jaz bi imel 2-3 kratki vprašanji, in sicer ali boste kljub vsemu še odšli v Ukrajino, potem ali bo na tarči sankcij tudi neposredno predsednik Putin, in pa ali Slovenija zdaj konkretno razmišlja še o pošiljanju kakšne dodatne druge vrste pomoči Ukrajini kot tisto, kar je že obljubila. Pa še morda čisto logistično vprašanje, ali boste imeli po prihodu v Bruselj tudi kakšen doorstep. Hvala lepa za odgovore. Zdaj, kar se tiče nadaljne komunikacije, bom seveda na voljo, vse v okviru možnosti, pa časovnih slotov, ki bodo odvisni od tega, kako dolga bo današnja noč. Zdaj, kar se tiče mojega obiska v Ukrajini, ga nismo odpovedali, je pa seveda zamaknjen, najprej zaradi seje Evropskega sveta, pa potem zaradi tehničnih in komunikacijskih in varnostnih okoliščin. Zelo verjetno jutri ne bo možen, ni podpovedan, je prestavljen. To je tudi najin dogovor z predsednikom ukrajinske vlade, s katerim smo govorili danes dopoldan. Kar se tiče konkretnih oblik sankcij ali pa dodatnih sankcij, bodo te predstavljene zvečer na sestanku Evropskega sveta, tako da v tem trenutku ne vem, ali je oseba, ki jo omenjate, pač tudi na seznamu. Želim pa poudariti to, da gospodarske, finančne in ostale sankcije, ki so že bile sprejete ali pa ki se pripravljajo, niso mačji kašelj, niso sankcije, kot so bile to uvedene leta 2008 ali pa leta 2014. Ruska federacija je jedrska sila, lahko rečemo velesila, zaradi stotin jedrskih konic. Je regionalna vojaška sila, ni pa ekonomska velesila. In ne glede na to, da gospodarske sankcije običajno ali pa skoraj vedno prizadenejo obe strani, se pravi tiste, ki jih je uvedla, in tiste, proti kateri so usmerjeni, je v primeru teh sankcij popolnoma jasno, kdo bo ne dolgoročno, ampak kdo bo srednjeročno poraženec. Povprečna plača v Rusiji je 4-krat manjša od povprečne plače v Evropski uniji. Rusko gospodarstvo je v veliki meri odvisno od dveh dejavnikov, prvič od energentov, in tukaj se trg krči, drugič pa od zahodne tehnologije. Praktično ni ruskega podjetja, kjer karkoli proizvajajo, v katerem ne bi bilo zahodne tehnologije, ki potrebuje rezervne dele, ki potrebuje vzdrževanje in tako naprej. In seveda za Rusko federacijo je novo obdobje hladne vojne, ki se je pravzaprav včeraj začelo, pa se tega dobro ne zavedamo, nekaj, kar ne morejo dobiti. In z tega vidika moram poudariti tudi to, da vse te sankcije in tudi vsi ti ukrepi, ki smo jih danes sprejemali v okviru NATO, niso usmerjeni proti ruskemu ljudstvu, usmerjeni so proti nerazumni, brezglavi, agresivni politiki aktualnega ruskega vodstva. In bi si vsi skupaj želeli, da si rusko ljudstvo v prihodnje izvoli predstavnike, ki ne bodo ogrožali nikogar. Naslednji bo vprašanje postavil gospod Miha Orešnik, N1, prosim. Lep pozdrav, dober dan, gospod predsednik. Eno vprašanje v zvezi s kibernetskimi napadi na podjetja. Malo prej je pri nas na N1 obrambni minister Matej Tonin povedal, da so bila nekaj kibernetskih napadov deležna tudi nekatera slovenska podjetja. Če imate morda vi kakšne podrobnosti v zvezi s tem, bodo zaradi tega uvedeni morda kakšni dodatni ukrepi, torej kako je s temi kibernetskimi napadi tudi na območju Slovenije in kako resni so ti indici oziroma informacije, da za njimi dejansko stoji Ruska federacija. Hvala lepa.
Na to, da za temi napadi stoji Ruska federacija oziroma tisti, ki se tam s tem ukvarjajo, so več kot indici. Naj vas opozorim na to, da je v preteklem tednu oziroma nekaj več nazaj, takrat, ko so bile tudi nekatere institucije in mediji v Sloveniji deležni kibernetskih napadov, Portugalska recimo doživela obsežen kibernetski napad, za katerega so oni prepričani, da je prišel iz Moskve, kjer je bila tretjina države nekaj dni brez ustrezne mobilne povezave, brez prenosa podatkov in ker je nastala občutna gospodarska škoda. Tudi mi po teh pogovorih včeraj in danes ocenjujemo, da je Slovenija lahko tarča resnih kibernetskih napadov. Podjetja kritične infrastrukture so na to opozorjena, so bila delno opozorjena že takrat, ko se je to dogajalo na Portugalskem. So pa seveda tudi vsi kot posamezniki ranljivi, ker smo od te komunikacije vsi odvisni in se moramo začeti spraševati oziroma pripravljati tudi na morebitno situacijo, ko enostavno domov ali v službo ali zdravnika ne bo možno nekaj časa poklicati po mobilnem telefonu. Razmišljajmo o tem, kako ravnati v teh primerih. Imamo čas še za zadnje vprašanje, ker ima predsednik vlade potem obveznosti naprej, tako da prosim gospod Metko Majer iz POP TV-ja za zadnje vprašanje, prosim. Hvala. Mene pa zanima, ali so v načrtu kakršnekoli širše evakuacije tujih državljanov, torej seveda tudi Slovenije, oziroma kaj jih pravzaprav preprečuje. In pa zanima me, neuradno naj bi šla predhodno pred vašim obiskom v Ukrajino tudi že dva predstavnika delegacije oziroma v tako imenovano predhodnico, pa me zanima, ali ste z njimi v stiku, kje sta, kako se jo bo spravilo domov. In pa morda samo še to, kakšno razpravo pravzaprav danes pričakujete na Evropskem svetu, kot ste rekli, neka enotnost vse kaže, pa vendarle, torej gospodarske sankcije bodo obsežne, veliko držav pa ima seveda neke globoke vezi tudi z Rusijo. Kaj pričakujete? Zdaj, tistega prvega vprašanja glede evakuacije nisem popolnoma razumel. Zdaj, če se pripravlja na evropski ravni ali pa na naši nacionalni ravni kakšnakoli evakuacija iz Ukrajine, nobene masovne evakuacije se ne pripravlja, se pa vsi pripravljamo seveda na morebitni begunski val, ki lahko sledi tej agresiji na Ukrajino. Še posebej so v stopni pripravljenosti na ta val sosednje države. O tem bo tekla beseda danes gotovo na sestanku Evropskega sveta. Zdaj, kar se tiče v samih zaključkov, zvečer pa zelo težko napovedujem. Vem, da obstaja na podlagi komunikacij, ki sem jih imel z zelo veliko kolegov iz drugih držav in članov Evropskega sveta, veliko soglasje glede nadaljnega paketa sankcij. To je bilo nenazadnje usklajevano že nekaj časa, odkar so obveščevalne službe ugotovile, da Rusija z veliko verjetnostjo to agresijo pripravlja. Velika enotnost je v opredelitvi tega dejanja Ruske federacije z vidika mednarodnega prava, obsodbe agresije in tako naprej. Največje dileme so pa po moje za pričakovati glede predloga, ki so ga dala z predsednikom poljske vlade, s podporo številnih drugih kolegov in ki se nanaša na strateško politično odločitev v zvezi z evropsko prihodnostjo Ukrajine. Nekaj, kar je po našem mnenju izjemnega pomena, ne samo, da se to zgodi, tudi v tem smislu, da se to zgodi čim prej, kjer je uspešnost obrambe Ukrajincev odvisna tudi od morale in to, da jih priznamo kot sebi enake, kot del evropske družine, kot državo, ki se je vrnila v Evropo po hladni vojni in smo skupaj v tem čovnu, je po moje največ, kar lahko v smislu politične odločitve Evropske unije v tem trenutku naredi. Najlepša hvala predsedniku vlade za vsa pojasnila. Hvala tudi vam za sodelovanje. Nasvidenje.